Lepo pozdravljeni. Okoljski minister Simon Zajc je obiskal javno podjetje Infra in si med drugim ogledal visokovodni razbremenilnik pri hidroelektrarni Brežice in protipoplavne ureditve v Velikih Malencah in Krški vasi. Poplavna varnost v občini Brežice bo v celoti zagotovljena, ko bodo vse elektrarne na spodnji Savi dokončane, torej tudi hidroelektrarna Mokrice, je ob obisku dejal okoljski minister. A pri tem projektu se zatika. Kot smo že poročali, je upravno sodišče aprila razsodilo, da se po pritožbi Društva za proučevanje rib Slovenije razveljavi že lani izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo elektrarne in se zadeva vrne na Agencijo Republike Slovenije za okolje v ponovni postopek. Postopki tečejo, okoljevarstvenega soglasja zaenkrat še ni. Ne bi si pa zdaj upal napovedati točne časovnice glede okoljevarstvenega soglasja in samega zaključenega postopka bomo videli tekom prihodnjega leta. Minister upa na čim boljše sodelovanje vseh vpletenih, zato da takšni postopki čim hitreje stečejo. Mislim, da bo v parih mesecih bo jasno, po kateri poti se bo šlo. Mi že predolgo, čakamo na zaključek teh postopkov, dela se škoda, gospodarska in drugačna, poplavna varnost je še kar naprej visoka. En kup je takšnih, argumentov, ki so v prid, da se ta elektrarna zgodi. Posebno še, ker se zdaj ukvarjamo vsi skupaj s 7 km akumulacijskega bazena. Gradili smo 50 km teh objektov, naprav in ureditev, in kot vidimo, nismo vse uničili, tako hoče kdo prikazati. Seveda so nastale tudi negativne posledice, dodaja Sotošek, bile pa so tudi pozitivne stvari. Ob hidroelektrarni Brežice še niso izvedli vseh ureditev iz državnega prostorskega načrta, vključno z nadomestnima habitatoma NH1 in NH2. Vse postopke, ki jih je treba še speljati, se bo speljalo, vse, recimo temu, ovire, ki vmes nastanejo, pa tudi se jih sproti rešuje. Projekt nadomestnih habitatov NH1 in NH2 ni dokončan. Razlog je ta, da smo v enem delu, tam, kjer je zemljišče v državni lasti, uredili določene možnost pretoka vode na koto stoletnih voda, torej da imamo zaščito spodnjega starega gradu, deponije Kostak in tudi seveda nuklearke, za kar smo pridobili tudi pozitivno mnenje uprave za jedrsko varnost. Kar zadeva pa ostalega dela, kjer je pa podeljena koncesija za črpanje gramoza, pa javno podjetje Infra ali pa država v imenu javnega podjetja Infra v tem trenutku ne more izvajati nič in tudi ni obveza Infre, da zgradi NH1 in NH2. V uredbi o podelitvi koncesije in v rudarskem načrtu sta jasno opredeljena rok in način izčrpavanja gramoza. Ko bo ta gramoz izčrpan, bo ta prostor predstavljal pravzaprav že zgrajen habitat. Ministru Zajcu so med obiskom predstavili tudi projekt sanacije odlagališča Rakovnik. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa se je včeraj v Krškem srečal s posavskimi župani in poslanci državnega zbora. Kot je minister dejal po srečanju, ki ga je organiziral Svet regije Posavje, je sestanek prinesel zanimivo razpravo. Posebej smo se pogovarjali o migracijah in pa o romski problematiki. Nekaj tem smo namenili tudi prometnemu koridorju iz Krškega proti Celju in pa varnosti na cestah. Nekaj pa je bilo teh lokalnih tem, katere župani vedno na vsakem takem srečanju tudi izpostavijo. Minister trenutno ne ocenjuje povečan migracijski pritisk v posavskih občinah. Z migracijami se soočajo bistveno bolj v občini Črnomelj, vendar vemo, da je tudi tukaj potekajo ilegalni koridori za tihotapljanje ljudi. Policija je tukaj uspešna, kar nekaj kriminalnih združb v tem delu Slovenije je bilo razbitih in spremljamo situacijo. Kar se tiče romskega vprašanja, je izpostavil pomembno preventivno delovanje policije. Seveda ima programe, s katerim preprečuje določena kazniva dejanja in pa seveda obvladuje deviantne pojave. Kar se tiče pa preprečevanja kaznivih dejanj, je tudi tukaj policija uspešna. Župani so nam tukaj povedali, s kakšnimi težavami se srečujemo in policija bo pri kakršnih koli kaznivih dejanjih in pa prekrških učinkovita, tako kot policija vedno je. Vsekakor smo se o tej temi pogovarjali, to je bila tudi ena izmed osrednjih tem pogovora današnjega.
Predstavili smo pravzaprav naše videnje tega problema in tudi mogoče nakazati določene rešitve. Res pa, da je to tako obsežen in dolgotrajen problem, da ga je nemogoče rešiti na enem sestanku. Kar se mi zdi pomembno je to, da smo se dogovorili, da je pravzaprav to problem, ki se ga rešuje interdisciplinarno, to pomeni z udeležbo različnih ministrstev in da Ministrstvo za notranje zadeve pač ne more biti edini igralec pri reševanju tega problema in da je potrebno vključiti še vse ostale. Skratka, dobili smo neke vrste zagotovilo, da bo to sodelovanje potekalo naprej in da bomo v tem smislu se seveda še slišali in tudi iskali rešitve. Na vprašanje o morebitni vrnitvi sedeža policijske uprave v Posavje pa minister takole. Ne, v tem trenutku je to praktično nemogoče. Z leta 2012 za reorganizacijo policije je bila policijska uprava Krško prenesena na policijsko upravo Novo mesto, vendar ukolikor bi tukaj to vzpostavili, povečujemo samo policijski menedžment. Policijski menedžment je v Novem mestu, nikakor pa ne mislim ukinjati nobene policijske uprave, nasprotno, celo krepimo njihovo moštvo. Dotaknil se je tudi kadrovske situacije v policiji, ki jo želijo izboljšati z aktivno politiko zaposlovanja. V Posavju so letos poleti začeli s skupnim projektom Ribe na šolskih krožnikih, za katerega so pridobili nekaj več kot 185 tisoč evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Osnovni cilj projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki. Ribe na šolskih krožnikih je dvoletni projekt, v katerem sodeluje 7 partnerjev. Od tega je občina Krško vodilni partner, zraven pa smo povabili tako osnovne šole, vrtce, tudi občina Sevnica sodeluje in pa ribogojstvo Goričar. Osnovni cilj projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki. Ter na nek način vzpodbudimo tako porabo te dobrine v vrtcih, šolah, kot tudi v ostalih javnih ustanovah in seveda spromoviramo dobro stran tako lokalno pridelane hrane tudi ostalim našim občanom. Mi postopoma uvajamo več ribjih produktov in ribjih jedi na same krožnike, tako za malico, popoldansko malico in pa za kosila. Nismo še v tisti kvoti, kar je priporočljivo, da naj bi bilo to 2-krat ali 3-krat na teden, se pa zelo trudimo in postopoma delamo na tem, da bo teh jedi res čim več. Vesela sem, da smo lahko v tej skupini šol, ki imamo možnost preizkušati ta projekt, tako zaradi zdravega načina življenja, upeljevanja zdrave prehrane, kot tudi zaradi tega, ker je to lokalno pridelana hrana. Pred leti smo poskušali res morda malce na silo spremeniti koncept šolske prehrane in se res držati smernic šolske prehrane, ki so zelo, zelo visoko postavljene. Nekako nam takrat ni šlo najbolje, ker smo začutili takoj odpor, tako pri učencih, kot tudi pri starših. Se mi zdi, da je tale projekt zdaj morda malce bolj mehko prihaja v šolo in prinaša zelo pestro ponudbo ribjih jedi, ne zgolj ribe ali pa ribi namazi, tako kot jih poznamo, ampak tudi na različne druge načine. Ribogojstvo Goričar šole in vrtec oskrbuje svežimi ribami ter razvija nove ribje produkte, v sklopu projekta pa predvideva novo zaposlitev. Gre za to, da bomo naredili 2 nova produkta, ki bojo primerna za šole in vrtce. Zaprav, nekaj, kar ne bo vsebovalo kosti, ker so kosti z šole pa vrtce se jih zelo bojijo, in da bi ta 2 izdelka v bistvu bila izključno za šole. Osnovne aktivnosti, z katerimi bomo v tem projektu sodelovali vseh 7 partnerjev, je predvsem v pripravi novih produktov, se pravi z raznimi delavnicami, ki jih bomo izvajali tako za vodje prehran v šolah in vrtcih, kot tudi z naravoslovnimi dnevi, v katerih bomo otroke na nek način ozaveščali in peljali na sam izvor, torej na sama ribogojstva,
kot tudi priprava posebnih receptov, novih receptov za pripravo ribjih izdelkov in pa seveda osnovni namen, ki ga ima ali pa vloga, ki ga ima občina v tem projektu, pa je promoviranje vseh aktivnosti, ki jih bomo na nek način zaključili, tako da bi bile potem te stvari tudi širše dostopne vsem ostalim prebivalstvom. Skupna vrednost izvedbe projekta znaša nekaj manj kot 240 tisoč evrov, od tega je delež sofinanciranja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo dobrih 185 tisoč evrov. Projekt Ribe na šolskih krožnikih je financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in kot je na novinarski konferenci pojasnil župan občine Krško, občina izvaja številne projekte financirane iz evropskih sredstev, tako z področja turizma, izobraževanja, malega gospodarstva in drugih. Za razliko od prejšnje finančne perspektive, ko je Evropa spodbujala razvoj osnovne infrastrukture, je v trenutni perspektivi več sredstev namenjenih tako imenovanim mehkim vsebinam. Od leta 2014, ko se je začela perspektiva, pa do danes je sicer se preteklo iz tega naslova na občinski račun približno 10 milijonov evrov, vendar pa je treba upoštevati, da je večina teh projektov šla še v breme prejšnje perspektive in da so se pravi projekti začenjali šele v letu 2016. Od takrat pa beležimo slabih 700 tisoč evrov namenjenih za to, torej iz Evrope, za realizacijo teh projektov. Občina Krško v tej finančni perspektivi izvaja projekte z področja turizma, izobraževanja, malega gospodarstva in drugih. Skratka, gre za take projekte, ki praktično ne pustijo ničesar na terenu, ki je oprijemljivega. So pa seveda zraven tudi spremljajoči objekti, tako lahko rečem, da je pa največji projekt v tej perspektivi izgradnja krške obvoznice, ki je sicer bila v glavnem investicija Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, vendar je tudi občina Krško pri tem precej sodelovala. Šlo pa je pravzaprav za velikem deležu financiranja iz Evropske unije. Poleg tega so pridobili nekaj sredstev za energetske sanacije šolskih objektov. Potem pa lahko rečem, da večina teh projektov pa je šlo v breme CLLD, se pravi, gre za projekte z področja kmetijstva oziroma promocije zdravja, boljšega, lažjega, vsema boljšega življenja in podobno. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je s prireditvijo v slovesnem ambientu Viteške dvorane Brežiškega gradu obeležila prvo desetletje svojega obstoja. Ob tem so podelili priznanja in nagrade fakultete in se zahvalili vsem, ki so kakorkoli prispevali k nastanku in razvoju Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. V Slovenijo prihaja študijski program za izpopolnjevanje za pametne zgradbe. Program so sooblikovali slovenski partnerji, v projektu sodelujejo Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto. Omenjeni so skupaj s partnerji iz Hrvaške in Italije na pol poti pri razvoju projekta, katerega glavni cilj je razvoj kurikuluma programa pametnih zgradb. Kot pravijo, bo ta narejen po meri gospodarstva, saj bo vseboval več različnih področij. Projekt Gradovi Posavja, ki združuje grad Podsreda, grad Rajhenburg, galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, grad Sevnica, grad Brežice in grad Mokrice, je prejel nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine. Naziv in nagrado bodo prejeli 29. januarja na slovesnem odprtju 31. sejma Alpe Adria v Ljubljani. Na taboru poklicnih priložnosti, ki je potekal v Mladinskem centru Krško, so devetošolci iz okoliških osnovnih šol skozi zanimiva predavanja, kreativne delavnice, zabavne igre in praktične oglede podjetij spoznavali poklice in zbirali informacije, ki jim bodo pomagale pri odločanju glede nadaljevanja šolanja in izbiri poklicne kariere. Učenci so imeli, poleg praktičnih delavnic pod mentorstvom mladinskih delavcev, na katerih so spoznavali sami sebe in svoje kompetence, tudi več predavanj. V soboto 14. decembra v Kulturnem domu Krško pripravljajo pogovorni večer z najbolj branimi slovenskimi avtoricami, in sicer Mileno Miklavčič, Melito Kuhar, Damjano Bakarič in Silvijo Jovanovič. Zdrav partnerski odnos temelji na predvsem medsebojnem spoštovanju. Medsebojno spoštovanje pomeni, da spoštujemo različnost partnerjev. Skupaj v odnos
preko zaljubljenosti vstopita dve osebi, ki sta različni. Potrebno je spoštovati to, da smo dejansko zelo različni. Moje razmišljanje o odnosih vedno teče v smer, kako najprej sama pri sebi spreminjati odnos do sveta, ker se svet sam spreminja in ni nekih stalnic. Naprej me pa najbolj zanimajo odnosi med ljudmi. V nas je, da naredimo vse, da gremo, se odpremo, stopimo med ljudi, zlasti med tiste, ki bi nam bili mogoče pisani na kožo. Odnos je lahko nekaj, kar te osrečuje, lahko je pa nekaj, kar te ubija. Zdaj je pa na nas, na meni, na tebi, kaj bova z tega naredila. Jaz ugotavljam iz tega, kar počnem, ugotavljam, da je prva stvar, ki jo moramo nekako večina ljudi razdelati, odnos do samega sebe. Brez tega, če nimaš tega poštimanega, imaš težko zdrave in kvalitetne kakovostne odnose z drugimi. Skoraj 280 intervencij, med katerimi je vse več tehnično zapletenih, predstavlja velik izziv tudi za visoko usposobljene in izurjene poklicne gasilce. Takšna je trenutna statistika posredovanj v poklicni gasilski enoti Krško. Da bodo lahko pri svojem delu še bolj zaščiteni, jim je na pomoč pri nakupu nove zaščitne opreme z donacijo priskočila Krška območna enota Zavarovalnice Triglav. Gasilci nujno potrebujejo zaščitno opremo, saj so pri opravljanju svojega dela nenehno izpostavljeni ognju, dimu in drugim nevarnim snovem. Ker je velik del njihove zaščitne opreme že dotrajan, so se krški poklicni gasilci razveselili donacije. 4000 evrov, moram reči, je kar veliko, no, s tem smo pokrili recimo te intervencijske kombinezone za eno izmeno. Vsaka sredstva, ki pridejo nenadejano, so za nas seveda dobrodošle. V okviru akcije za boljši jutri mi že mnogo let nekako želimo prispevati k večji varnosti, sploh lokalnim skupnostim, različnim generacijam, in tako smo se letos odločili, da pač sredstva namenimo zaščitnim oblekam poklicnim gasilcem, ki skrbijo za našo varnost, predvsem pa vsem Posavcem in pa premoženju Posavcev. Je pa tudi to edina poklicna gasilska enota, zato je ta namen še toliko bolj pomemben. Največji izziv je letos krškim poklicnim gasilcem predstavljala podpora pri izpeljavi remonta v Nuklearni elektrarni Krško in usposabljanje kadra. Iztekajoče se leto pa si bodo po besedah Stoparja zapomnili tudi po nekaj zelo zahtevnih tehničnih intervencijah v prometu in z nevarnimi snovmi. V eni izmeni je 13 poklicnih gasilcev, skupaj pa je na poklicni gasilski enoti Krško 60 zaposlenih. Stopar je ob tem še omenil, da so se nedavno pričela pripravljalna dela za vzpostavitev gradbišča za širitev objekta, v katerem domujeta tako poklicna gasilska enota Krško kot prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. Ja, trenutno smo v bistvu v fazi vzpostavitve gradbišča. Pričeli bomo z prvo fazo, ki se delno pokriva tudi z drugo, in ta prva faza je predvideno končanje del september 2020, tako da mi smo zelo veseli, da se je vse skupaj začelo in komaj čakamo, da bomo leta 2021 v novih skupnih prostorih. V zadnjih 5 letih je sicer Zavarovalnica Triglav pod okriljem akcije za boljši jutri podprla skoraj 130 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še nekaj manj kot 30. Pa seveda v okviru območne enote Krško v čim boljši meri nekako želimo zagotoviti tudi kulturne, športne, znanstvene in pa seveda predvsem pa te varnostne, kot so zdravstveni domovi, sodelujemo tudi pri Vozim se. Smo pa v preteklih letih sodelovali pri nakupu za boljši jutri tudi za CT aparat Brežiške bolnice, potem smo tudi z zdravstvenim domom Krško, Sevnica in pa tudi Gasilsko zvezo Krško in Sevnica Brežice. Sledi pregled športnega dogajanja. Bili smo tam je naslov letne razstave fotografij, ki so jo v dvorani v parku pripravili člani Društva ljubiteljev fotografije Krško.
Branko Benčin, Jože Lesjak, Peter Lovrenčič, Boris Moškon, Goran Rovan, Anica Valentinc, Jožica Mikek Weber in Tilen Žagar so fotografi, ki so utrinke svojih potepanj strnili na letni razstavi, ki so jo pripravili v Društvu ljubiteljev fotografije Krško. Vsako leto nekako imamo eno svojo temo, na katero pa člani potem se pripravijo za to našo letno predstavitev. Letos smo imeli temo Bili smo tam, smo dali naslov in sodeluje 7 avtorjev. Vsak pa nekako je najdel svoj kraj, kjer je pač bil ali pa kjer mu je najbolj ljubo. Vsak avtor sodeluje s po 3 fotografijami. Krško je poslikal te novejše stvaritve je poslikal Boris Moškon, potem je Branko Benčin bil v Toskani, pa Peter Lovrenčič je bil na Islandiji, Tilen Žagar je bil kar doma, ima črno-bele, zelo lepe posnetke, portretno fotografijo. Anica Valentinc, naša dolgoletna članica, je bila na svojem vrtu. Goran Rovan je bil tudi nekje v okolici Krškega. Jože Lesjak je pripravil fotografije Speedwaya, Jožica Mikek Weber pa je obiskala Primorsko. Na enem lepem kraju, na enem hribu, zgodovinski pač tak objekt je, in sem poslikala detajle. Vrata so še zmeraj mojo. Lep detajli so bili krasni. Gre za zadnjo letošnjo razstavo društva, v katerem pa sicer že snujejo program za prihodnje leto. Snujemo malo raziskovalno. V okviru Blaževih dnevov, to se pravi v spomin našega člana Blaža Mirta, letos je bilo že 10 let, kar ga ni več, bomo predstavili njegovega strica Vita Marina kot fotografa. V letošnjem letu smo njega predstavili kot slikarja, letos pa drugo leto pa kot fotografa. Tako da to bo ena taka, mislim, da je lepa razstava. Potem pa čez leto bomo pa tudi delali mislim, da na temo etnografije, tako da bomo malo stare objekte ali pa nekaj bomo najdel, vsak bo nekaj najdel in potem na koncu leta se predstavil s to temo. Razstava je v dvorani v parku na ogled še do 16. decembra. Člani Društva likovnikov Krško oko so v avli Kulturnega doma Krško pripravili skupinsko razstavo, ki so jo poimenovali Sreča. Dela so nastajala na tečaju slikanja v tehniki akril na platno. Gre za zadnjo letošnjo razstavo po tečajih. Sicer imamo drug teden še eno razstavo, to je taka skupinska, ki ni produkt tečajev. Ta je pa posledica tečaja pri Rajku Čubru. Delali smo v oktobru in novembru v likovni učilnici osnovne šole Leskovec pri Krškem. Tečaj je obiskovalo 16 članov, vsak od njih pa se na razstavi predstavlja z eno sliko. Tematika je bila sreča, to naj bi bilo kot čustvo, da se nismo omejili na motiv. Zdaj vsak si drugače predstavlja srečo, že v tem se vidi, kaj nekomu pomeni sreča za samim motivom, sicer pa sreča kot čustvo, tako močno kot jaz si jo vsak drugače predstavlja, premalokrat se jo pa zavedamo. Dela so nastajala v tehniki akril na platno, vsak pa je slikal tisto, kar mu najbolj leži. Eni najraje rišejo krajine, drugim je bolj všeč človeška figura, nekateri živali, tako da je vsega po malem. V Društvu likovnikov Krško oko, ki združuje 42 članov, čaka še eno pestro leto. Kot pravi predsednica Branka Benje, so si zadali precej bogat plan aktivnosti. Začeli bomo že za samostojno razstavo, seveda, če bomo dobili termin v Kulturnem domu, Jože Šterk, samostojna razstava, potem imamo pa tečaj pri Jožetu Kotarju, to je slikarju iz Novega mesta, potem tečaj forme pri Dragici Čadeš Lepajne, to je akademski kiparki, potem spet kot vsako leto slikanje pri Jerci Šantej, v jesen pa pri Rajku Čubru. Razstava Sreča je v avli Kulturnega doma Krško na ogled še do 17. decembra. Za konec poglejmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com.
Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.